Po svoje je kar hecno, ali pa dajmo reči čudno, da najbolj znan proizvajalec hibridnih vozil še nima svojega pravega električnega avta. Ok, zdaj ga ima, ker je to tudi razlog, zaradi katerega sem prišel v Kopenhagen, ampak ga ima šele zdaj, ko jih itak ponujajo že vsi. Mogoče so pa toliko časa čakali za to, da so tehniko res izpilali do perfekcije in da bodo najboljši. No, če ne drugega, že noben drug nima tako finega imena kot tale Toyota. BZ4X, 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 odvisen ali oznako po slovenim, se delam Angleža ali pa Američana. No, da si jo boste lažje zapomnili, jo lahko razložim. BZ pomeni Beyond Zero in to je nova Toyotina podznamka za električna vozila. Štirica označuje velikost, ker pridejo pozneje tudi večji in manjši modeli, X pa v bistvu označuje namembnost avtomobila, torej BZ4 Cross. Ne, se hecam, X. Oznaka oziroma ime res ni najbolj romantično, mogoče je celo kar zapleteno, ima pa smisel. To pa Japonci obvladajo. BZ4X je v bistvu čisto nov in narejen na platformi e-TNGA. Oblikovno je malo nenavaden, kar se mi dopade, ena taka fina mešanica elegance pa robustnega dizajna je. Tudi te zaščitne plošče so mi pravzaprav zelo všeč, ker takoj potem veš, da je avto malo bolj poseben. Sicer pa dolg je 4,7 metra, kar pomeni, da je nekoliko daljši kot RAV4, prtljažnik pa v tem primeru ponuja 452 litrov oziroma nekaj manj, če si boste umislili boljše ozvočenje z dodatnim nizkotoncem tamle zadaj. Tale notranjost je tudi povsem nova in precej drzna, sicer me malo spominja na tisto iz RAV4, ampak se mi zdi, da samo zato, ker vse skupaj deluje precej robustno in bo zdržalo verjetno naslednjih 200 let. Je pa precej moderna in se mi zdi tudi cool. Pride bojda pozneje še bolj futuristična, z odrezanim volanom zgoraj in spodaj, ampak bi sam ziher raje izbral kar takšno. Sedež je udoben, fizičnih stikal je kar nekaj, to tudi cenim, volan lepo paše v roke, preglednost je dobra, ker sta vzvratni ogledali v bistvu precej veliki, nimam pripomb. In ravno dovolj je drugačna ta notranjost, da vem, da sedim tudi v nečem pogonsko drugačnem. No, pa prostora je v bistvu tudi veliko. Prej smo bili 3 potniki noter, 2 sta šla na kavo, zato da lahko jaz v miru delam. Zelo prijazna, ne? Pa nista imela nobenih pripomb glede neudobja ali pa premalo prostora. Vse velik avto. Vozniško sem že po nekaj kilometrih ugotovil, da ta avto želi biti predvsem udoben in to se mi zdi super in v bistvu res prava odločitev. Veliko teh električnih avtomobilov je skoraj pretrdih, ker ob fajn pospeških želijo ponuditi potem še nekaj kvazi dinamike, ampak čisto povsem brez potrebe. Težišče je kot pri vseh nizko tudi tukaj, ker je baterija spodaj, krmirjenje je zelo lepo obteženo, prav prijetno je, vzmetenje pa predvsem udobno. To vseeno ne pomeni, da se avto v vsakem zavoju potem nagiba kot kakšna jadrnica, ampak da slabo podlago lepše pogoltne in ne preseli vsega na potnike. Baterija ima 71 ur bruto, neto kapacitete niti niso povedali, Toyota pa pravi, da boste z njo prevozili med 411 in 516 km, če upoštevam vse različice, ki so na voljo. No ja, po 50 km neke mestne in neke takšne podeželske vožnje imam skupno porabo 17,3 kWh na 100 km, kar pomeni, da sem v bistvu blizu 400-tice, vsaj v takih razmerah in kadar je lepo toplo. Sicer pa pričakujte kakšnih 300 km, kar je spet primerljivo z vsemi ostalimi tekmeci. Uspešek je 6,9 sekunde do 100 pri štirikolesno gnani oziroma 7 sekund pa pol pri spredaj gnani, če vas ravno zanima. Kar fajn skoči. S polnjenjem je pa tako. Zaenkrat so na voljo samo različice s 6,6 kW enofaznim polnilnikom, kar bo nekaterim najbrž ok, meni se zdi pa malo premalo. Še tekom tega leta pa pridejo v bistvu različice z 11 kW trifaznim polnilnikom, ki bo precej hitrejši in ga vsekakor priporočam. No, sicer pa na enosmernem toku gre do 150 kW in takrat bo baterija 80% polna v pol urce. Tega ni. Je pa trava in narava.
Če boste izbrali spredaj gnano različico, bo elektromotor samo eden, in sicer spredaj, ponudil pa bo 150 kW moči, kar je 204 konjičke. Pri takšni štirikolesno gnani različici sta elektromotorja 2, vsak ponuja 80 kW moči oziroma skupaj 160 kW. Ker sta oba previsa, torej sprednji in zadnji, kratka, avto od tal oddaljen okrog 20 cm in Subaru ima prste vmes, pomeni, da se BZ4X precej fajn znajde tudi na terenu. Seveda imam glede terena v mislih samo štirikolesno gnano različico. Če se vam to zdi pomembno, potem ima ta avto pred svojimi tekmeci že eno veliko strateško prednost. Tekmeci so pa recimo Volkswagen ID4, Kia EV6, pa Hyundai Ioniq 5. Ena prednost je lahko še 10-letna garancija na baterijo in v tem času njena kapaciteta ne sme pasti pod 70% prvotne. Oziroma do 1 000 000 kilometrov, če boste res non-stop na cesti. 1 000 000! Ja, prav ste slišali. Pogumni Japonci. Najbrž utemeljeno.